V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Spoštovani katoličani. Sveti Filip Neri se je rodil v Firencah v Italiji 21. julija anno domini 1515, to se pravi pred kakšnimi 500 leti, 510 leti, in je znan kot apostol Rima. Torej takrat je bilo, to je bilo 16. stoletje, čez 2 leti po njegovem rojstvu vemo, da je Luther svojo hodečo revolucijo napravil, s katero je odtrgal 9 milijonov, 9 milijonov ljudi v Evropi. Takrat je bilo veliko manj ljudi, kot je danes. To je bilo, koliko je bilo, to je 1/3, koliko je Evrope, ali polovica. To je odtrgal od katoliške cerkve, ampak Marija se ne da, Marija je pa hodečo glavo strla, tako da je potem 9 milijonov Aztekov tam v Ameriki v cerkev dobila, so se spreobrnili. Torej, Bog je nepremagljiv. Seveda Marija z Bogom. No, ta sveti Filip Neri je živel torej v zelo burnih časih, ko se je bilo treba začeti boriti za pravo vero. In oče ga je hotel dati, poslal ga je k enemu svojemu stricu, ki je bil neki trgovec, je bil neko svaril, da bi pač Filip postal trgovec, kaj takšnega. Ampak Filip Neri je bil poklican za duhovnika, ta poklic za duhovnika je skrivnost med Bogom pa med človekom, ki ga Bog kliče, da postane duhovnik. In seveda Filip Neri je bil zelo pobožen in vedel je, da ga Bog kliče za duhovnika, in je čez nekaj časa, ko je bil že večji, je enostavno odšel od strica v Rim. V Rim, ni vedel sicer, kje bo v Rimu živel, kaj pa kako, ampak vedel je, da bo Bog poskrbel za njega, no. In Filipu so rekli, ko je bil majhen, so mu rekli Pipo, se pravi okrajšava ali pa lepševalno ime za Filipa, Pipo buono, so mu rekli po italijansko, Pipo buono, dobri Pipo, ko je bil pač dober, tako svet je bil že kot otrok. No, potem je en takšen dogodek se je zgodil v njegovem življenju, ko je bil še majhen, baje, da on je živel in umrl v krstni nedolžnosti, čeprav je bil star, koliko, 70, 80 let, ko je umrl. Ampak ja, star je bil zelo, ampak edina stvar, ki je naredil narobe, ampak ni bilo namerno. Ko je bil še čisto majhen, ko je bil star nekaj let, koliko je bil star, je tam pred njihovo hišo je nekdo pripeljal osla z nekaj sadja pa zelenjave, ko je bilo na tistem oslu, in ta otrok je tistega osla gledal, pol je pa skočil na njega in tisti osel seveda je zbezljal, ko se je ustrašil, in je potem neko klet dol, oba sta zgrmela neko klet dol, tako je bila, oba bi mogla biti mrtva, no, ampak starši so mislili, da je mrtev Filip, ampak ko je ven je prišel brez kakršnekoli poškodbe, in so rekli, to je bil sam božji čudež, pravi, ker to mora biti mrtev, ne. Zdaj, kako je bilo z oslom, pa ne vem, pa ni pomembno, osel je pač osel, ampak Filip je živ ostal, hvala Bogu. Ja, no, potem je pa šel v Rim in je potem v Rimu dolgo časa bil v Rimu kot laik, ampak seveda veliko je molil, hodil, romal po tistih cerkvah, molil, zbiral okrog sebe ljudi in jim pridigal o katoliški veri, o pravi katoliški veri, seveda proti protestantizmu. Ker morate vedeti, da čeprav je bil Rim, ampak kljub temu so ljudje, vse mogoče sekte so začele krive vere oznanjati. Ja, in zgodilo se je, da je nekoč od da je pač da se je preživljal na ta način, da je inštruiral sinove enega bogatega Rimljana, Massima. Ta Massimo, to je bila ena najstarejših plemiških družin v Rimu. Ja, in je potem je pa dobil ta Massimo še enega otroka. In potem je rekel Filip temu očetu, ko mu je to sporočil, pravi, da bo dobil sina, ampak da bo dal temu sinu sveti Filip ime. In seveda, ker je bil on duhovnik, je njegov oče na to pristal in je rekel, pravi, tvojemu sinu bo ime Paolo. In mu je bilo ime Paolo. Takrat so pač duhovniki še spoštovali, so bili še pač tradicionalni duhovniki, hvala Bogu. In tako, da je tudi duhovnik lahko dal otroku ime in imel prednost pred starši. No, pa zgodilo se je, ko je ta Paolo bil star 14 let, 1583 leta, da je zbolel in potem je umrl v kakih dobrih 2 mesecih. No, potem seveda Filipa so klicali, ker Filip je bil duhovni oče tega Paola, so ga klicali, da bi prišel k njemu, preden je umrl, ampak sveti Filip je takrat maševal
in ni mogel priti. No, potem je pa prišel, ko je bil otrok že mrtev in so ga dali že na pare. No, potem je pa sveti Filip pokleknil, molil, koliko pravi, nekaj okrog 7-8 minut je molil, pravi, pri tistih parah, pri mrtvem otroku. Potem je pa vstal in mu dal roko na čelo, pihnil njega, njegov obraz in rekel: "Paolo, Paolo," in Paolo je postal od mrtvih oživel. Vidite, tako da je že za časa življenja obudil tega otroka in ta družina Massimo ima še vedno v svoji palači kapelo, kjer je pač sveti Filip tega otroka obudil od mrtvih, imajo kapelo z Najsvetejšim. Ta je fotografija te kapele in vsako leto na ta dan, ko je bil obujen njihov otrok, njihov sin, imajo to kapelo odprto za vse vernike v Italiji, v Rimu. Ja, in imajo posebno mašo od papeža Pija IX., posebno mašo v zahvalo za obujenje tega njihovega sina, ker je bil pač Francesco Saverio, kardinal Massimo je bil član te družine Massimo, zato je pač dobil ta privilegij, da ima . Vidite, to je takšen dogodek iz življenja tega svetnika, ki nam kaže, kakšno moč ima Sveti Duh v našem življenju, če mu odpremo svoje srce. In sveti Filip Neri je res odprl svoje srce dobesedno za dar za Svetega Duha, tretjo Božjo osebno. Kajti on je zelo rad molil v katakombah. Veste, kaj so katakombe? Sem tudi bil v Rimu, v tistih katakombah dol spodaj. On je rad hodil v Sebastijanove katakombe. Imamo Kalistove, Sebastijanove, pa še kakšne katakombe. Mi smo si Kalistove ogledali, ko smo bili dol v Rimu pred davnimi leti. Torej, Filip je hodil v Sebastijanove katakombe, katakombe svetega Sebastijana, in tam je veliko molil, včasih po cele dneve, ure in tako naprej. Bil je pač laik, čutil je, da je ga poklic, da je molitev pa žrtvovanje. In kaj se je zgodilo ravno na Binkošti? Na Binkošti 1544. leta, ponoči, ko je molil Anno Domini in je klical Svetega Duha za Binkošti, vidite, naj pride njegovo srce, se je pojavila žareča krogla, to se pravi, Sveti Duh v podobi žareče krogle, ne v podobi goloba, in je ta krogla vstopila skozi njegova usta, v njegovo dušo, njegovo srce in ga je napolnila, seveda, Sveti Duh ga je napolnil s svojo brezmejno Božjo ljubeznijo in ta napolnitev v Svetem Duhu Svetega Filipa je bila tako močna, da mu je 2 rebri zlomilo, ker se mu je njegovo srce razširilo. Na levi strani torej so se mu 2 rebri zlomili, ampak on nič ni čutil, nobene bolečine. Kajti, če je Bog na delu, nič ne boli, ne boli. In nič njega ni bolelo, ampak srce se mu je tako razširilo, da so se 2 rebri zlomili in napravili neke vrste špalir za srce, da je lahko srce delalo naprej. In ko je sveti Filip umrl, star, mislim, 87 let, so napravili obdukcijo in ugotovili to, kar sem vam zdajle jaz povedal. Se pravi, da je obdukcija pokazala, vidite, kako je Sveti Duh razširil njegovo srce, njegovo ljubezen, in pravi ljudje, če si bil žalosten, potrd, karkoli problem si že imel, samo njega, svetega Filipa Nerija, je bilo treba sežeti na ulici ali pa iti k njemu gor, pa slišati njegov glas, pravi, v trenutku, so vse skrbi izginile, vse problemi so bili rešeni. Vidite, to je navzočnost Svetega Duha v življenju svetnika. Boste rekli, škoda, ker niste vi, gospod Mašnik, podržali takšen svetnik, ne morem pomagati. Jaz sem pač, kar sem, molim, kolikor se da, v katakombe ne hodim, ki jih nimamo v Sloveniji, pač pa vstanem ob 4 zjutraj, jem samo enkrat na dan in grem spat ob 10 in naredim, kar moram. Zmolim vsak dan, če se da, kup rožnih vencev in vseh mogočih vrst, seveda svoj brevir jutra do večera. Ampak vidite, Bog ne da vsakemu svetniku istih darov. Eni svetniki so bili zato, da so pač prebračali grešnike po Svetem Duhu v misijonih, recimo sveti Franček Saveri, ki jih je prebral na 10 tisoč, na 100 tisoč sam krstil, vidite. Pa imamo svetnike, ki so bili na 2 ali 3 koncih hkrati, kot je bila recimo sveta Marija Zagrede, pa sveti pater Pij in tako naprej, so imeli ta dar, vidite, pa so bili svetniki, ki so od mrtvih obujali, pa ko so bili svetniki, ki so ozdravljali ljudi od bolezni in tako naprej. Vsak človek ima pač svoj dar, tudi vi morate biti seveda svetniki, če ste poročeni ali samski, nima nobene zveze. Če hočete priti kdaj v nebesa, biti svetniki nebes, morate biti že nazemni svetniki v svojem stanu, v svoji službi, kjerkoli pač ste. Vidite, svetost seveda zahteva vsak človek, in seveda Sveti Duh je tisti posvečevalec, vidite, ki nas posvečuje in nam daje moč, da moramo živeti kot sveti katoličani,
tečaj, v vaših družinah, na vaših delovnih mestih, vidite, od jutra do večera. Svetost je nekaj, kar je rezervirano samo za sveto mašo tule na kapeli. Potem, ko pridemo pa ven, smo pa lahko, kar smo. Svetost, vidite, je poklic 24 ur na dan, 7 dni v tednu in seveda 365 dni v letu. Vsako leto, vidite, do zadnjega diha na tem svetu. To svetost, seveda, s to svetostjo, ki jo na tem svetu dosežemo, z Božjo pomočjo, s pomočjo Svetega Duha, vidite, s to svetostjo pridemo potem v sodni stol in potem s to svetostjo gremo potem ali skozi vice ali brez vic nebesa, brez svetosti pa seveda lahko gremo samo v pekel. Torej, sveti Filip Neri je umrl anno domini 26. maja, je bila obletnica 1595. leta, to se pravi, ja, neka obletnica je bila, in je šel v nebesa. In znan je njegov rek, vidite, pravi: "Bratje," je rekel nekoč, pravi: "Bodite veseli, pravi, smejte se, šalite se, kolikor hočete, pravi, ampak ne grešite." Vidite, ampak to je isto, ko je govoril sveti Janez Bosko s svojim fantom v svojih oratorjih, je rekel, pravi: "Veselite se, pravi, smejte se, šalite se, vidite, ampak ne grešite." Vidite, ne žalite Boga, ker potem je seveda vse to pokvari. Torej, vidite, Bog, on je rekel, pravi, svetost, pravi, žalost, potrtost, se pravi, čista človeška, pravi, to je hudičeva skušnjava, pravi, svetost mora biti utemeljena v veselju, se pravi, v nadnaravnem veselju Bogu. Vidite, in to je dejansko res. Torej, neki svetnik, je rekel, sveta Tereza deta Jezusa je rekla, pravi, mislim, ona je rekla, pravi, da je žalosten tisti svetnik, ki je žalosten. Se pravi, ko ste rekli, kaj če ti pa kdo umre od domačega naprej, seveda, takrat smo žalostni, žalujemo in tako naprej, ampak to je žalost, ki je upravičena. Če smo pa žalosti potrti brez vzroka ali pa za neke popolnoma banalnih stvari, pa zna biti to, vidite, skušnjava hudiča, kajti hudič je sam žalosten, hudiči so sami žalostni, ker so pač pogubljeni za vso večnost, vidite, in potem skušajo to svojo žalost seveda tudi vsiliti vsakemu človeku, da bi bil žalostno trt in da se ne bi veselil Bogu. In nekoč se je zgodilo, ko je prišel k njemu, on je veliko spovedoval, je prišel k njemu neki grešnik spovedi in nikakor ni hotel buditi pravilnega kesanja, da bi vsaj kesanje iz strahu pred Božjo kaznijo, pred peklom, da bi bila spoved veljavna. In kaj je sveti Filip Neri napravil? Bog mu je dal milost, da je temu grešniku pokazal pekel. In ko je ta grešnik, odprla se je pač tisti prostor, ki je na tleh, in je zagledal pekel in svoje mesto v peklu, ki ga čaka, če se ne bo spreobrnil. Vidite, in ta človek seveda se je spreobrnil, hvala Bogu, in rešil svojo dušo. Vidite, tudi to je en dar, ki ga jaz nimam. Jaz sem sicer prosil za vse mogoče darove dobrega Boga, ampak kot sem rekel, vsak človek ima darove, posebne darove, ki jih Bog daje, ne daje jih pa seveda vseh darov vsakemu človeku. To sem hotel povedati danes, ki je praznik Svetega Duha. No, in še to naj omenim, vidite, na koncu, ker se je pač zgodilo pred kratkim, smo imeli madžarskega bogoslovca, tule ste ga imeli pred sabo, celo mašo, ki je ministriral. Vidite, madžarski predsednik je sicer protestant, vidite, ampak pod njegovim vodstvom, vidite, je njegov parlament 14. aprila, vidite, izglasoval, da sta samo dva spola, moški in ženski, in da zakon tvorita samo moški pa ženski, ki se poročita ki se veljavno poročita. Boste rekli, pa saj nam zdrava pamet pove, to je že res, ampak če imajo globalisti več kot 20 definicij spola, potem vemo, da določenim ljudem na tem svetu manjka zdrave pameti še kako. No, vidite, ta madžarski predsednik, ko je to napravil, on je strašno pod udarom kaj Evropske unije, ker Evropska unija ves čas zahteva od njega, da začne prilagajati svojo zakonodajo pa svojo vlado kaj evropski politiki, ki je pa za LGBT in vse neumnosti, vidite, karkoli, vse, kar je proti Božji volji in proti Božjim zapovedim. No, in na koncu, da ne bom predolg, zdaj sem pozabil na uro gledati, na koncu ne bom predolg, še, vidite, podpiram izjavo Slovenske škofovske konference ob 80-letnici zunajsodnih pobojev ob koncu druge svetovne vojne. Vidite, oni so dali izjavo in še posebej si pritožujejo, pravi, ker naša vlada ne dopusti, da bi tistih kosti iz tistega macesnega brezna, iz roga in tam, ko jih pač imajo, da bi dostojno pokopali. Niti tega ne dovolijo, vidite. Vidite, tako so zakrknjeni v tisti svojim komunizmom, ki je še vedno v njihovih srcih, v svoji evoluciji, neumni hudičevi, vidite,
po kateri so nastali iz opic, ne pa odstranjeni od Boga. Tako zagovorniki ne dopustijo niti pokopati po 80 letih tistih ostankov, tistih kosti, ki so jih njihovi predhodniki pobili pa pomorili, vidite, zato ker so bili katoličani, pa ko so se borili proti komunizmu. Niti tega ne, vidite, to pa ni delo Svetega Duha, ampak to je pa delo hudiča. Torej molimo za sprovedanje teh politikov in seveda posebej molimo drugo leto, ko bodo volitve, da bodo ljudje v Sloveniji volili najbolj, jaz rečem, najbolj svete, najbolj pobožne katoličane, vidite, da bomo imeli najbolj sveto, najbolj pobožno vlado, vidite, v Sloveniji, kakor je le mogoče. Ker morate vedeti, da tudi najboljša vlada je pred Bogom samo dobra vlada, ne. Da bodo vsaj te kosti pustili pokopati. Ker morate vedeti, da če nekdo tega ne dovoli, to pomeni, da je pripravljen kaj takega ponoviti tudi sam v zgodovini našega naroda. Vidite, to pa pomeni napraviti iste zločine, vidite, pod vplivom hudiča, pod vplivom hudih duhov, ne pa Svetega Duha. Bog nas obvaruje, vidite, pred takšnimi politiki in pred takšno katastrofo in zato, vidite, molimo k Svetemu Duhu, priporočajmo se mu, kajti, kot je rekel Jezus, brez mene ne morete ničesar storiti, lahko rečemo enako za tretjo Božjo osebo, brez Božjega Svetega Duha, Duha resnice, tolažbe, ki je potrebna na tem svetu, vidite, ne moremo nič dobrega narediti, ne za sebe, ne za svoje zveličenje, ne za to in ne za večno srečo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.